Od leta 2003 pa do danes je Mazda prodala že več kot 3 milijone trojk. To je trenutno njihov najbolje prodajani model, na nekaterih večjih trgih dosega skoraj 20% segmentni delež, zato tokratna prenova sploh ni bila korenita. Prednji del je dobil nekoliko bolj oblomasko, drugačni so ti zavihki okrog žarometov, drugačna sta oba odvijača in drugačna so platišča. Vsi ti popravki pomenijo nekoliko boljšo aerodinamiko. Tudi znotraj ni drastičnih sprememb, tem stikalom so dodali kromirane obrobe, spodnji del armaturne plošče je sedaj črn, merilniki pa so dobili belo barvo osvetlitve. Ena od močnih točk vseh Mazd so že od nekdaj vozne lastnosti, zato je dejansko največ sprememb ravno na tem področju. Naslednjih nekaj stavkov je zato namenjenih predvsem tistim, ki dihate z amortizerji, z vpetjem sestavnih delov in podobno, ostali pa si za trenutek pokrite ušesa. Torej, platišča so sedaj bolj čvrsta, kar pripomore k stabilnosti pri vožnji naravnost. Spodnji del karoserije ima močnejši povezovalni križ, spremenili so nastavitve amortizerjev in delovanje elektrohidravličnega krmilnega mehanizma, več ravnih zaplat na dnu vozila pomeni boljši pretok zraka in posledično nekoliko pripomore k legi. Ok, prste iz ušes. Vsi ti popravki so seveda malenkostni, a skupaj gotovo nekaj pomenijo. Koliko vam povem na testu, ker na teh ravnicah v okolici Benetk enostavno izboljšave podvozja ne pridejo do izraza. Se pa Mazda 3 vsekakor pelje zelo lepo. Motorji sedaj porabijo manj, ampak predvsem zaradi izboljšav pri aerodinamiki, sta pa med dizli še vedno na voljo 1,6 litrski s 85 kW in 2,2 litrski s 110 oziroma 136 kW. Najšibkejši bencinski motor s prostornino 1,6 litra ima sedaj opcijsko na voljo 4-stopenjski samodejni menjalnik, a tega pri nas ne bo. Prestavo je več, pa ima samodejni menjalnik pri 2-litrskem motorju. Seveda pa sta oba agregata serijsko povezana s 5- oziroma 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. V ponudbi ostaja tudi agresivna trojka MPS, prenovljena Mazda 3 pa je že na voljo pri nas. Cena je zelo podobna, okrog 100 € višja, a ima avtomobil nekaj več opreme.